Lepo pozdravljeni v rubriki Znano o neznanem. Recimo, da bi se lahko čudežno prestavili v preteklost, 15 tisoč let daleč nazaj v kameno dobo. Bi prednike, ki bi jih srečali, znali pozdraviti in ali bi razumeli, kaj bi nam odgovorili. V kakšnem jeziku bi jih morali nagovoriti? So se naši predniki v tej daljni preteklosti sporazumevali v enem ali v več jezikih? Kakšni so bili ti jeziki oziroma kakšen je bil, če je obstajal skupni pradavni pramaterni jezik? Znanstveniki do nedavnega na ta vprašanje niso znali odgovoriti. Po raziskavi, ki so jo opravili evolucijski biologi z Univerze Reading v Veliki Britaniji in letos rezultate objavili v ugledni znanstveni reviji Proceedings of the National Academy of Sciences, pa lahko rečemo, da bi z davnimi predniki le našli nekaj skupnih besed. Raziskava, edina tovrstna, ki je segla kar 15 tisoč let daleč nazaj v preteklost, namreč kaže, da je takrat obstajal univerzalni jezik, bolj ali manj skupen vsem maloštevilnim prebivalcem davne kamene dobe. Kakšen je bil ta jezik in kako so ga raziskovalci odkrili? Ali gre za jezik, ki ga omenja Biblija? Po biblijski zgodbi o babilonskem stolpu so ljudje vse do poskusa, da bi zgradili stolp do nebes, govorili en sam skupen jezik. Ko pa so si drznili sami odpreti pot v nebesa, so bili kaznovani z množico jezikov, v kateri se niso mogli znajti in predvsem ne sporazumeti. Po omenjeni raziskavi britanskih biologov bi lahko potrdili, da je med prebivalci kamene dobe obstajal tak skupen univerzalen jezik. Lingvisti sicer niso bili vsi prepričani, da bi lahko obstajal le en edini izvorni jezik. Menili so, da bi bilo praktično nemogoče tak jezik rekonstruirati. Večina je bila prepričana, da jeziku ne moremo slediti dalj kot 3 ali 4 tisoč let nazaj v preteklost. Vendar pa jim je v zadnjem času le uspelo prodreti do korenin skupnega materinega jezika številnim evrazijskim jezikom, ki segajo od 8000 do 9500 let daleč v preteklost, v Anatolijo, ki je danes del Turčije. Tako daleč je uspelo prodreti jezikoslovcem. Evolucijskim biologom, ki so sklenili zadevo pogledati z drugega vidika, pa se je odprl pogled še veliko globlje v preteklost, vse do kamene dobe pred 15 tisoč leti. Kot je povedal eden od njih, Mark Pagel, so se vprašali, ali ni morda evolucija jezika potekala podobno, kot poteka biološka evolucija. Če bi bilo tako, bi se najbolj ključne besede, tiste, ki se uporabljajo najbolj pogosto in ki definirajo naše odnose v družbi, spreminjale veliko počasneje kot druge besede. Da bi ugotovil, katere so te pradavne besede, je Pagel skupaj s kolegi najprej proučeval, kako hitro se besede spreminjajo v sedanjih modernih jezikih. V tej predhodni raziskavi so ugotovili, katere besede so najbolj stalne, stabilne. Izrisali pa so si tudi sorodstveni zemljevid različnih modernih jezikov. To je, kako in kje so si določeni jeziki sorodni. Nato so se lotili rekonstrukcije pradavnih besed. Kako? Odkrili so jih na osnovi pogostosti, s katero določeni glasovi v različnih jezikih izražajo težnjo k spreminjanju. Kot se je na primer črka P v latinščini spremenila v modernem času v črko F. Na primer beseda pater v latinščini je beseda father v angleščini. S to metodo so odkrili 23 besed iz tega pradavnega skupnega jezika, ki so jih v 7 različnih davnih jezikih uporabljali na enak način in s podobno pogostostjo, prav tako pogosto pa jih uporabljamo tudi danes. Med njimi so besede jaz, mati, moški, ogenj, roka in slišati. Te besede v angleški verziji po njihovih ugotovitvah zvenijo zelo podobno temu, kot naj bi zvenel naš pradavni jezik pred 15 tisoč leti. Besede, ki so jih identificirali kot pogoste, spregovorimo povprečno po 16krat na dan. Številne od njih izgovorimo vsaj enkrat na vsakih 1000 izgovorjenih besed in mnoge med njimi so zaimki in prislovi. Prav pogostost teh besed, ki je skupna različnim pradavnim jezikom in tudi sodobnim, raziskovalce navaja k sklepu, da je obstajal nek skupen, univerzalen jezik v kameni dobi ob koncu ledene dobe. Med te besede so uvrstili poleg že omenjenih še besede to, mi, kdo, tisto, kaj, star, vleči, potekati, pepel, pljuniti in črv. Po prepričanju evolucijskih biologov in lingvistov, žal s to tehniko dlje v našo jezikovno preteklost ni moč videti ali slediti.
Vendar pa njihova raziskava odpira možnost, da raziskovalci kombinirajo jezikovne podatke z arheološkimi in antropološkimi in na ta način odprejo še več oken v preteklost. Rekonstruirali bi na primer lahko, kako so se pradavni prebivalci selili in kako so se med njimi vzpostavljali stiki. Teh 23 besed, ki so jih identificirali evolucijski biologi, se sicer ne sliši veliko. Toda bile bi dovolj, da se ob čudežnem srečanju s prebivalcem kamene dobe ne bi le začudeno gledali, marveč bi se lahko vsaj malo tudi sporazumeli.